Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes zelo izjemen posameznik, ki skozi celo življenje že dokazuje, da je pravi vodja in pionir na svojem področju. Z menoj je danes predsednik uprave NLB, Blaž Brodnjak. Blaž, zdravo. Ja. Zdaj, mene zelo veseli, da si danes z nami gost, tako da jaz bi kar se podal na vprašanje, ker bi malo pokukali v tvoje izjemne možgane. Zdaj, da te na hitro predstavim, ker imaš res zelo izjemno kariero. Svojo poslovno pot si v bistvu začel na operativni ravni, bil si na nivoju komercialista, bil si vodja oddelka, sektorja, divizije in nato tudi celotno poslovne dejavnosti kot član uprave v slovenskih podružnicah mednarodnih bančnih skupin. Se pravi, tukaj govorimo o res večjih skupinah, BCA, Raiffeisen, BAWAG, kjer je bilo več tisoč zaposlenih. Potem si leta 2016 postal tudi CEO NLB, si pa hkrati tudi v 11 večjih bankah v Sloveniji in na Hrvaškem v nadzornem odboru, oziroma si član, oziroma si. Okay. Trenutno sem v 4 nadzorih. V 4, zdaj še en tak zelo zanimivo dejstvo, zelo rad igraš ping-pong in si bil tudi tretji na slovenskih kadetskih igrah leta 1989, pa imaš potem tudi eno skrito strast, o kateri bova pa pol malo kasneje govorila. Pa dajva kar začeti. O čem si sanjal, ko si bil mlajši? Si zmeraj želel voditi neke večje organizacije, pa se podati v ta korpo svet? Ne, nisem na ta način sploh razmišljal o tem. Verjamem trdo delo, očitno pa je neka naravna raven ambicije bila prisotna, da sem na nek način so me vedno zanimale nove stvari in v bistvu me je pa kariera vodila sama, namreč že pri praktično 25, 26 sem takoj po nastopu pripravništva mi je bilo ponujeno malo višje vodstveno mesto, potem sem se tudi znašel hitro v drugih okoljih, kot praktično zelo mlad fan, 26-letni, že izvajal temeljite postopke prestrukturiranja poslovne banke, recimo, ključno za seveda tudi optimizacijo poslovanja, odpuščanja in tako naprej, tako da sem na nek način za svojim bi rekel, pristopom, energijo uspeval očitno predstaviti sebe in pa dosegati rezultate, ki so mi omogočili, da mi je bilo ponujeno v bistvu samo po sebi, brez da bi iskal veliko priložnosti za napredovanje. Prekalil sem se v mednarodnih skupinah, tam so seveda ti pristopi nekoliko ambicioznejši sami po sebi in na ta način sem osvojil precej znanja in izkušenj že kot mlad človek praktično in sem dejansko, ko sem se podal potem oziroma ko sem bil povabljen, da stopim v ekipo Nove Ljubljanske banke, dejansko posedoval že izjemno velik nabor nekih spretnosti oziroma predvsem izkušenj, relevantnih izkušenj, da sem se to podal relativno suvereno in samozavestno, nisem pa se potegoval sam nikoli za to, da bi zdaj pa postal, predsednik uprave največje regijske finančne skupine. Super. Zdaj, NLB je res naredila ogromen pod tvojim okriljem in okriljem tvoje ekipe, dosegli ste izjemne rezultate, verjamem, da jih boste še boljše, ambicije so kar precejšnje. Zdaj, NLB skupina ima 2600 zaposlenih, v Sloveniji samo. Čisti dobiček v 2019 je bil skoraj 200 milijonov evrov, to so res ogromne številke, ki so mogoče malo nepojemljive za Slovenijo. Zdaj, kaj je po tvojem mnenju nek magični recept za uspeh? Oziroma, kaj ti kot vodja, ko vodiš tako veliko organizacijo, kaj je pri tebi zelo pomembno? Na prvem mestu je trdo delo, predvsem pa seveda avtentičnost in energija, absolutna predanost in ljudi, s katerimi sodeluješ, poskušaš na njih prenesti to neko energijo, navdušenje nad projektom, ki se ga greš v danem trenutku. In to je mogoče doseči predvsem z avtentičnostjo, torej da ljudje iskreno verjamejo in ti zaupajo, da to, kar počneš v interesu in v dobro družbe in da dejansko si pripravljen žrtvovati marsikaj, tudi seveda velik del svojega zasebnega življenja, zato da lahko ta družba te cilje dosega. In to je zame ključno, tudi ko se pogovarjamo o tem, s kom bi bilo primerno sodelovati in me predvsem zanima energija in pa pripadnost. Vsak človek, ki je vsaj poprečno učljiv, bo spoznal vse zakonitosti posamičnih obrti, neodvisno od tega, ali gre za bančništvo ali kaj drugega. Zame je bolj pomembno to, koliko je pripravljen vložiti in napora, energije in pa kako avtentično lahko se dejansko identificira sam s tem projektom in potem dejansko kot v nekem športnem moštvu delujemo kot ekipa in imamo največje cilje.
To je tisto, kar v Sloveniji se mi zdi je prisotno in v poslu in v športu, absolutno. Ne. Naš cilj so olimpijske medalje, manj je temu tako morda v nekih drugih družbenih sistemih, tudi v oblastnih strukturah in pa izobraževalnem sistemu in že kje drugje, se mi zdi, da se zadovoljimo hitro z nekim povprečjem. Mene so vedno zanimali, kot rečeno, olimpijske medalje. Zdaj v tej regiji, pač ne drugače, so mediteranski prvaki, so neki tisti, kar lahko dosežemo in NLB zagotovo je, ko gre za bančništvo, mediteranski prvak. Zdaj, kot si že rekel, skupina ima skoraj 6000 zaposlenih, v Sloveniji 2600, to so kar velike številke. Ko si sprejel to vlogo, oziroma ko si se podal v te čevlje, kakšen je bil občutek? Kako si se v bistvu tega lotil? Torej, kot rečeno, jaz sem deloval pri mednarodnih sistemih, ki so bili seveda še bistveno večji in nekaj 10-krat večji od NLB skupine, ko gre za število zaposlenih, ko gre za kompleksnost poslovanja, prisotnost, 30 več državah po svetu in takih in drugačnih seveda izzivih vsakokratnih. Tako da, če deluješ v 4 mednarodnih bančnih skupinah, preden prideš v Slovenijo nazaj in deluješ v največji slovenski bančni skupini, na nek način to zate ni nekaj posebnega. Jaz sem, kot si omenil na začetku, zrastel praktično od skrbnika v poslovalnici Maribor, ene od mednarodnih bančnih skupin, do položaja vodje praktično neposredno pod upravo regijske bančne skupine s sedežem v Republiki Avstriji, kjer sem nadziral poslovanje na večjih trgih zunaj tega. Tako da sem v NLB prišel praktično zelo dobro opremljen, tako z relevantnimi izkušnjami kot s predstavami, kaj velik sistem pomeni. In me ni impresionirala toliko velikost. Se mi zdi, da je dejansko v NLB-ju s tem, ko je fokusirana na točno določene trge in je absolutni vodja v Sloveniji, veliko lažje bilo profilirati neki nabor ukrepov, ki so potrebni za takrat seveda banko v težkem položaju. Vemo, da je bilo potrebno resno prestrukturiranje, da je bila banka deležna državne pomoči takrat, 2,23 milijarde evrov smo prejeli državne pomoči. Vmes smo od takrat, od leta 2011 do danes, praktično v javne blagajne že vplačali nazaj 1,8 milijarde in delež preostali Republike Slovenije v banki je skoraj 200 milijonov vreden, tako da bomo državno pomoč celoti povrnili v naslednjih letih. In to je tisto, kar me je gnalo recimo pri samem projektu. Verjel sem, da je mogoče to hišo povrniti na pot najuglednejše finančne institucije, kar je že nekoč bila, se pravi NLB je bila zagotovo najuglednejša finančna institucija v Sloveniji, poleg verjetno zavarovalnice Triglav kot velikega zavarovalničarja. In je imela mes te težave, zaradi katerih je seveda danes precej stigmatizirana. Namreč 10 let je bila praktično dežurni krivec za vse, kar je šlo narobe v letih 2008 do 2004-2008 in kasneje. Če se spomnimo, ko se govori o luknjah, se govori predvsem o bančni luknji in govori se predvsem v tej povezavi z NLB-jem in se opleta z NLB-jevimi zastavami praktično, skoraj brez izjeme. In s tem se težko soočiti s to negativno publiciteto. Ampak na drugi strani smo s trdim delom dokazali, da se da tako hišo privatizirati. Danes imamo praktično v svoji lastniški sestavi najuglednejše svetovne finančne vlagatelje, od največjih 20 imen, najuglednejših 20 imen na svetu, praktično imate jih praktično 15 v našem lastništvu. In to je nekaj, na kar je človek dejansko ponosen. To je nekaj, kar je velik privilegij, ker se pogovarja z ljudmi, ki so globalni investitorji in podajo v perspektivo določene stvari, kako razmišljajo sploh o tem delu sveta, kako razmišljajo o tvoji panogi, kje so tisti največji izzivi in ti dajo na nek način en stimulans, ko te izzovejo svojimi pričakovanji in ti tudi malo pomagajo pri usmerjanju in svojimi izkušnjami se od njih učiš. Tako da je danes delovati seveda NLB ponovno nekaj, kar je velik privilegij in je za nas, ki smo zdaj že 8 let v tem šovu prestrukturiranja, smo zdaj na enem novem koraku, s tem, ko je bil zaključen proces prodaje zavarovalniške družbe Vita, smo izvedli praktično in izpolnili vse zaveze Evropske komisije v okviru te državne pomoči. Kot rečeno, bomo to državno pomoč povečan celoti povrnili in moje sanje so, da bo NLB ponovno najuglednejša institucija v državi in da bo še več najuglednejši zaposlovalec v celotni regiji našega delovanja. Super, jaz definitivno v to ne dvomim, vem, da verjetno ste na zelo dobri poti. Zdaj mi pa povej, se pravi, ko imaš tako pomembno vlogo, koliko je pomemben ta faktor, da si ti delal v mednarodnih vodah, da si delal v tujini, da si dobil ta v bistvu večjo perspektivo kot pa samo ta lokalni trg, ta mindset? Zame je to ključno. In zame je to ključno ne samo za delovanje v poslovnem svetu, ampak nasploh. Se pravi, ko se mi pogovarjamo o načinu, na katerega delujejo drugi podsistemi te družbe, se mi zdi, da smo velikokrat ujetniki tega avtartičnega, šentflorjanskega razmišljanja, da vse znamo sami in vse znamo bolje in nam ni potrebno pogledati čez planke. Temu seveda vehementno trdim ni tako.
Neprecenljive so izkušnje kolegic in kolegov iz tujine, neprecenljive so izkušnje, ki jih sam pridobiš, ko greš ven iz države. Ne. Sam sem se zadnje deloval tudi v Avstriji fizično, ne, in po celotni regiji zunaj tega dela sveta in izmenjeval izkušnje s kolegi, ki globalno poslujejo. In kot rečeno, danes, ko govorim z investitorji, našimi vlagatelji, so to seveda globalni igralci, resne institucije. In na ta način z vsakim takim pogovorom samo srkam, samo upijam informacije, upijam izkušnje. In to je nekaj, kar je zame osebno neprecenljivo in je nujno, če se želimo v tem globalnem konkurenčnem svetu pozicionirati kot nekdo, ki ima neko težo. Če pogledamo danes mi Republiko Slovenijo kot majhno odprto gospodarstvo, praktično 84% izvoz predstavlja vrednostno 84% bruto družbenega proizvoda. To je ena od najbolj odprtih gospodarstv na svetu. Kar pomeni, da to, kar mi v Sloveniji konzumiramo, oziroma lahko prodaš doma svojim strankam, proizvedeš praktično v 2 tednih povprečju. Vse ostalo si primoran prodati globalno, če niso bili to lokalne storitve, kot je frizerstvo in podobno, gostinstvo, moraš seveda prodajati globalno. In potem je edino, kar te seveda diferencira od ostalih, to, da si pri isti ceni kakovostnejši, ali pa si pri isti kakovosti cenejši. Zelo preprosto, tekmujemo z znamkami Made in Austria, Made in Switzerland, Made in Germany, mnogi samo to vidijo, ampak ne, mi tekmujemo z znamkami Made in Hungary, Made in Slovakia, Czech Republic in Poljska, in Poland. In to so nekateri, ki smo jih mogoče gledali malo po strani do nedavnega, ampak pogledajte si razvoj Višegrajske skupine, s kontinuirano, praktično neprekinjeno rastjo v zadnjih 15 let, medtem ko smo imeli 10 let izgubljenih, realno smo bili na ravni bruto družbenega produkta, realno leta 2018, tam, kjer smo bili leta 2008, medtem ko so oni seveda nadomeščali ves ta čas za razvojni razkorak. In danes seveda so po kupni moči, pariteti kupne moči, Čehi že pred nami, Poljaki in Slovaki pa neposredno za nami. Tako da se težko posmehujemo temu delu sveta, še več, jaz mislim, da seveda z njimi tekmujemo realno. In če pogledamo, kaj je potrebno, smo mednarodni konkurenčni, je zame to zelo preprosto. Bodi si zadržimo v tej državi največje talente tega naroda in jim ponudimo možnost delovanja na način, da bodo lahko vodje v nekih solidnih podjetjih, ki bodo jih razvijali naprej, ali pa seveda pripeljemo od zunaj to vrstne talente, ki so sposobni slovenske znamke in slovenske storitve pozicionirati v bok najboljšim na svetu. Ta gap Made in Austria, primerjavi z Made in Slovenija, zagotovo zahteva diskont. Mi nismo na tej ravni ugleda in splošne prepoznavnosti, zato moramo biti, kot rečeno, pri dani kakovosti cenejši, ker pa težko tekmujemo s ceno, pri sedanji, ker želimo seveda imeti določen standard, imeti solidne plače, imeti seveda za naše prebivalstvo boljše pogoje bivanja in kakovost življenja, potem ne moremo tekmovati ceno. Se pravi, da lahko tekmujemo s kakovosti. Če želimo pa tekmovati s kakovosti, potrebujemo pa talente, ki so vsaj tako dobri kot v Avstriji, in na teh drugih državah. Kar pomeni, da moramo razumeti, da je edini legitimni nacionalni interes majhnega odprtega gospodarstva, kot je slovensko, mednarodna konkurenčnost. In to pomeni, da moramo delovati na vseh sistemih, od davčnega sistema do izobraževalnega sistema in vseh drugih na način, da bomo, kot rečeno, tu izoblikovali in tu zadržali oziroma sem pritegnili v deficitarnih panogah najboljše ljudi. In ko o tem se pogovarjamo, potem z določenimi ljudmi v Sloveniji so nas vedno rahlo zbegani, ker se mi zdi, da se tega ne razumemo enostavno, da je pri nas bolj pomembno, kdo je lastnik, kot pa kako lahko ustvarimo kakovostno delovno mesto, da bodo naši mladi ljudje imeli možnost napredovati hitro, ne pa da imamo dosmrtne elite, kot jih imamo v izobraževalnem sistemu, pa jih imamo v zdravstvenem sistemu, pa jih imamo še kje druge, na pol maršale na svojih položajih, ki so pa seveda zelo malo soočeni z realnim svetom zunaj teh meja, in so tu lahko prvi na svojih kupih nečesa, zunaj pa ne morejo uspeti. In to je nekaj, kar v Sloveniji moramo narediti preboj. In moramo razumeti, da je kakovost pomembna, da so talenti tisti, ki štejejo in da jih moramo seveda ponuditi priložnost, da bodo to državo peljali naprej, kamor se zasluži. Prepričan sem, da je svojim geografskim položajem v srcu Evrope, z dostopom do Jadranskega morja in zalednimi državami lahko izgradimo neverjetno razvojna os, povezave Koper-Gdansk in most do Balkana in na drugi strani do Višegrajske skupine je neka vzporedna razvojna os Evrope, kjer smo mi lahko gonilna sila in
V preteklosti recimo smo ta Višegrad in Balkan dali malo na stran, ker smo se predvsem povezovali na ta nemško-francoski vlak, ampak tam, kjer se mi lahko diferenciramo in kjer lahko mi ponudimo dodano vrednost, je pa ravno to področje. In jaz vidim tu ekstremne priložnosti, in panoge kot so logistika in tako naprej so nekaj, kar nam je v genih zapisano kot naravna konkurenčna prednost. Zdaj, ker takole poslušam in tudi vem, da naši poslušalci bo zelo hvaležni, se kar vidi, koliko ogromno znanja imaš, koliko res žariš, koliko imaš res nekega know-howa, ki si ga pridobil. Zdaj, dotaknemo se vse talentov. Zdaj, ogromno je bilo tudi nekih, ko bi rekel, tematik, da ogromno mladih talentov odhaja ali v tujino ali v druga podjetja. Kako pa pri vas zadržite ali pa prepoznate mlade talente? Torej, proces upravljanja s talenti je znan samo po sebi in je v bistvu najzahtevnejši, najpomembnejši del leadershipa. Ena stvar je management, kjer se ukvarjamo tehnično s tem, kakšne rezultate dosegamo in kakšnimi ukrepi. Druga stvar pa je, da ustvarjamo vodje in ustvarjamo eksperte, ki bodo ta posel razvijali in peljali naprej in ga diferencirali od drugih tovrstnih ponudnikov. In recimo v Novi Ljubljanski banki imamo zdaj že skoraj 44 let star lastni izobraževalni center, ki je eden redkih takih v tej regiji, ki ponuja ogromno vsebin na to temo. Na drugi strani pa že sam proces izbire talentov je nekoliko kompleksnejši, zato dolgotrajnejši, ampak seveda si želimo pritegniti v našo sredino res tiste, ki lahko pripeljejo dodano vrednost. In moram reči, da je eden od največjih dosežkov privatizacije, potem, ko je bilo postalo jasno, da to več ni družba v državni lasti in ko je postalo jasno, da morda pa zdaj pristopi negativne kadrovske selekcije, ki veljajo v javnem sektorju, ker bodi si pripadnik po Excel tabeli kakšnih partijskih interesov ali pa kakšnih drugih interesov parcialnih, se mi zdi, da danes ljudje razumejo, da je to družba, ki kotira na londonski borzi, v kateri deluje upravljalski organ, ki ga sestavljajo v nadzornem svetu res ugledni posamezniki iz tujine, da na zadnji v upravi sem jaz edini Slovenec in imamo v sebi kolege iz Nemčije, Avstrije in Češke, ki smo vsi skupaj se dokazali v mednarodnih bančnih skupinah, vsak med nami je deloval v vsaj 3 bankah, v vsaj 3 različnih državah v preteklosti, prednji je postal dejansko član uprave te institucije na svojih področjih pristojnosti. Tako da to je ena od najbolj relevantno zasedenih upravljalskih organov v regiji, če mene vprašate, na drugi strani, in to že samo po sebi pomeni neodvisnost od teh lokalno specifičnih procesov negativne kadrovske selekcije, kar pomeni, da dejansko nas zanimajo ljudje, ki razmišljajo svojo glavo, tako imenovani independence of mind, se pravi neodvisnost duha in imajo seveda relevantne izkušnje in pa znanje, predvsem pa, da imajo to, kar sem na začetku omenil, energijo in avtentični interes to družbo in to skupino razvijati v regijskega šampiona. In taki, ki so se pripravljeni učiti, pripravljeni trdo delati in tudi to možnost ponudimo preko naših izobraževalnih procesov, kot rečeno, izobraževalnih programov, na zadnje lahko preko izmenjave znotraj skupine in pa seveda kroženja znotraj same banke, pridejo do zelo širokih spoznanj in znanj, ko gre za finančno industrijo in finančne storitve. Kot rečeno, NLB skupina je univerzalna finančna skupina, kar pomeni, da ponujamo seveda vse finančne storitve, ne samo klasično bančne, tudi zavarovalne storitve in pa naložbene storitve. Smo, ne vem, če to večina ve, tudi največji upravljalec premoženja praktično v državi. Imamo skoraj 34% tržni delež pri upravljanju vzajemnih skladov v državi in to smo razvili praktično iz nič, z družbo NLB skladi v zadnjih 16-17 letih. V bančnem zavarovalništvu, zavarovalnica NLB Vita praktično ima 15%, danes je to Vita zavarovalnica, v lasti Save, ampak še vedno smo mi ekskluzivni kanal za njihove storitve, ima praktično 15% tržni delež pri klasičnih življenjskih zavarovanjih in tudi to smo razvili iz nič organsko kot banka. Se pravi, mi smo dejansko distributer univerzalnih finančnih storitev in še več, imamo mednarodno dimenzijo, delujemo v 6 državah in s tem, ko smo podpisali pogodbo o nakupu Komercialne banke in verjamem, da bomo do konca leta tudi uspešno zaključili ta posel, bomo v 6 državah naše prisotnosti vseh praktično med 3 največjimi ponudniki bančnih storitev. In to je sistemska regijska pozicija, ki ni para praktično. Težko boste našli kakršnokoli podjetje, ki bo v 6 državah imelo top 3 položaje. In delujemo v regiji, ki je zelo specifična, namreč tu ni globalnih igralcev, tu ni velikih globalnih bank, ni ameriških, angleških, nemških, po umiku so se te generali tudi ne francoskih. In mi smo edini praktično v tej regiji, ki delujemo na vseh teh trgih in imamo tu sedež, kar pomeni, da imamo tudi srce in glavo in da smo izključno fokusirani strateško na te trge. Zdaj, za koga je morda to manj zanimivo, za koga je morda področje jugovzhodne Evrope manj atraktivno kot je Amerika. Za nas, ki pa smo se rodili na nekdanji Jugoslaviji in smo čitali stripove in gledali iste filme in navijali za iste ekipe,
Je pa to nekaj, kar je izrazito atraktivno, ravno zato, ker je v konkurenčnem smislu veliko priložnosti za razvoj posla in ker seveda razumemo in jezike in govorimo jezike, razumemo kulturo, mentaliteto in na ta način lahko ustvarjamo bolj pristne odnose in smo dolgoročno uspešnejši. Tako da je to, kar bi na to točko lahko dodal. Se pravi, NLB ima izjemno robusten ustroj in daje veliko možnosti za razvoj karier na eni strani, na drugi strani je pa predvsem pomembno, s kakšno energijo in s kakšnim interesom in koliko je nekdo pripravljen vložiti v razvoj samega sebe. Omogočamo mu veliko možnosti, ampak sam mora biti pripravljen, pa mora biti pripravljena dejansko narediti veliko, zato da potem lahko se pripelje do točke, ko postane eden od ključnih ljudi te skupine. Zdaj, ti imaš zelo impresivno kariero, a nam lahko upaš, kaj je bil nek trenutek, ki te je zaznamoval, ki te je strelil, ki je bil, da lahko rečeš, to je bilo pa to. Takrat sem pa dojel ali pa dobil ogromno znanja. Najbolj odločilen je verjetno bil, ko sem bil imenovan v upravo Zavarovalnice Triglav, pa nisem dobil dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav. Ob popolnem prepričanju, da sem absolutno primeren za to funkcijo. To je bil zame recimo šok, to je bil za mene en reset, če želiš. To je bilo nekaj, kar me je dejansko zbegalo do te točke, da sem rabil potreboval en mesec, da sem prišel k sebi. Ampak sem se relativno hitro sestavil in sem rekel, ok, to je message. Biti imenovan v najpomembnejšo zavarovalno družbo na Balkanu, v upravo in potem ne biti pripoznan kot primeren, je ena povratna informacija, ko se človek resno vpraša, what went wrong, kje se je zaromilo. In sem razmišljal, bolj kot sem razmišljal, sem ugotavljal, da morda ni razlog samo v meni, ampak da je razlog tudi v tem, da si v tej državi na nekaterih pomembnih pozicijah ljudje niso predstavljali neodvisnega uma. Nekoga, ki je absolutno neodvisen od parcialnih interesov, tako ali drugačnih, takšnih ali drugačnih, političnih ali poslovnih, in ki je pripravljen in dejansko želi delovati izključno v interesu družbe, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa skladno z zakonom o gospodarskih družbah. Pika. In takrat sem dejansko se odločil, da glede na to, da sem bil na tako pomemben položaj imenovan in nisem bil prepoznan kot primeren, verjetno v Sloveniji zelo težko razmišljam, da bi v kratkem lahko računal na nekaj primerljivega. Zato sem se odločil, da enostavno vse za nekaj časa iz Slovenije umaknem. In takrat sem en mesec razmišljal, kje bi prepoznal primeren projekt in sem zaznal primeren projekt, kjer je dejansko šlo za izjemno zahtevno prestrukturiranje bančne skupine in sem poslal predsedniku uprave takrat, ki je nastopil na novo ta položaj, pismo, v katerem je pisalo ponudba za sodelovanje. In v tem pismu sem analiziral njihov problem in sem jim predstavil svojo rešitev tega problema. V roku 2 mesecev sem podpisal pogodbo in potem prevzel dejansko položaj neposredno pod upravo tej mednarodni bančni skupini za področje celotne regije. Tako da tu je treba vseeno malo samozavesti v končni fazi, malo razmišljati izven škatle in razmišljati, ok, če ne Slovenija, kje? In za enega Slovenca v Avstriji, pa še na Koroškem v Avstriji, ni intuitivno, da pomisliš najprej, da je to nek najboljši izbor, ampak sem dejansko želel prepoznati projekt, kjer lahko jaz prinesem svojimi izkušnjami in znanjem, kot sem omenil na začetku, od 25 let dalje sem delal kot v prestrukturiranju, pa cel čas nekem šoku, pa greenfieldu, pa ves čas neko preoblikovanje in konstantne spremembe. Se pravi, sem nekdo, ki se ne ustraši spremembe, se ne ustraši drugačnosti in se ne ustraši koroškega dialekta nemščine, ki sem jo napol obvladal, in tako naprej, in gre na pot. In takrat sem se dejansko odločil, da se Slovenija ne vrnem realno. Takrat sem razmišljal o tem, da zdaj 2 leti Koroške, potem pa iščem pot na Dunaj in mora biti še kam drugam, za seboj potegnem družino s svojimi 3 otroki in soprogo. In sem rekel, Slovenija se vrnem izključno pod enim pogojem, da se pojavi projekt, kjer lahko aktivno spreminjamo okolje te negativne selekcije in zadovoljevanja s povprečnostjo in neambicioznosti in tako naprej. In da seveda je drugi pogoj je pa ta, da je ekipa pri takem projektu zame sprejemljiva. In takrat se je pojavilo povabilo za Novo Ljubljansko banko, takrat je izgledalo, da bo šlo na po hitrem postopku v privatizacijo in da bo tudi prejemki in vse ostale stvari na tržnih ravneh. No, pa se je izkazalo, da je potem trajalo kar nekaj časa, preden smo do te točke prišli. Ampak seveda, če se pogovarjamo o tem, kje lahko aktivno vplivaš na
profesionalizacijo in normalizacijo okolja, potem je to zagotovo sistem velikosti, ne, Nove Ljubljanske banke. Mi upravljamo 70% slovenske gotovine, 40% vseh plačil v tej državi gre čez banko, ne, tretjina kartičnih plačil, ne, 2/3 bankomatske mreže in tako naprej zalagamo in upravljamo. Ne. V tem smislu je to nekaj, kar je zagotovo seveda to vrstni vzvod, ne. Če dodamo še pa regijsko dimenzijo, pa ohranjamo, ne, tudi mednarodnost. Zame je bilo zelo pomembno, da ohranjam nek mednarodni potencial in tudi, ne, pregled in da lahko delujem čez meje Slovenije na eni strani, na drugi strani pa gre za, in to sem se pa na neki točki odločil dejansko v svoji karieri, da ne bom deloval več v hčerinskih družbah, da želim delovati na sedežu družbe. Zato, ker tam imaš dejansko možnost kreiranja. V hčerinskih družbah globalnih nekih multinacionalnih sistemov so zelo predpisani dejansko gabariti in okviri, ne, kjer moraš ti na nek način usmerjati svoje delovanje in fokusirati svoje delovanje. Če želiš pa razmišljati kot nek razvojnik, pa imaš dve možnosti, ali deluješ kot podjetnik, ne, ali pa dejansko imaš možnost delovati na sedežu družbe, kjer si ti kot vodstvo odgovoren za kreiranje strategije in izvajanje strategije, ne, celotnega sistema. In to je privilegij, kar se mene tiče. Če se deluje v večjih mednarodnih skupinah, je zelo pomembno zame osebno, da delujem tam, ne, kjer se dejansko dogaja kreacija, ne, kjer se ustvarja, kjer se definira ambicijo, ne, kjer se razmišlja, ne, če želiš, ne, kot po zemljevidu in usmerjaš svoje aktivnosti po zemljevidu širšega obsega, kot pa, ne, zgolj samo kot profit center, ne, neke mednarodne skupine. Povej mi, a si imel ti v življenju kakšno osebo ali pa kakšnega mentorja, ki ti je na poti svetoval, ki te je mentoriral, ki ti je motiviral takrat, ko si rabil podporo? Veliko ljudi je dejansko, jaz sem imel veliko vodij, v končni fazi sem deloval praktično v 7 podjetjih na 13 položajih, ne, in vsakega sem se po svoje učil. Ne. Zdaj nisem imel strukturiranega coacha, recimo, ali pa nekoga, ampak v nekih takih malo bolj zahtevnih trenutkih je to bil zagotovo oče, ne. On je bil karierni menedžer in je tudi sicer izkusil mnogo stvari v življenju in sem se tu in tam posvetoval z njim. Sicer pa je zame izjemno pomembna stabilnost v okviru družine, ta me na nek način drži pokonci, da vem, da je tam vse v redu in da se mi s tistim ni treba ukvarjati, ne. Jaz sem svojo soprogo, sva partnerja 31 let, ne, imava 3 otroke, najstarejši je star 20 let in se podpirava vzajemno v življenju skozi to dolgo obdobje, desetletij. In v tem smislu sem precej konzervativen tip, ne. Jaz ne vidim zadovoljitve v instantnih nekih stvareh, ne. Jaz sem maratonec, jaz verjamem, da do rezultatov vodi trdo, odgovorno delo, ne bližnjice, ne. Relativno malo špekuliram v življenju in ko tudi gre za zaposlitev, razmislim o vseh dimenzijah in ne samo denar, ne. Navsezadnje sem 6 let praktično v NLB deloval za četrtino tržne plače, ne, ker me je vodil nek višji cilj, ne. In je to nekaj, kar se mi zdi izrazito pomembno. Se pravi, učil sem mnogih ljudi, ne, nekaterih neposredno, nekaterih posredno, ne, prebral veliko stvari tudi, ne, strani o teh, ki so uspeli v življenju. Predvsem pa, kot rečeno, me zanima ambicija, ki je na olimpijski ravni in zato, ne, se izjemno veselim uspeha vsakega od slovenskih podjetnikov. Z veseljem se z njimi pogovarjam o tem, kako jim je uspelo, zakaj jim je uspelo, kaj so bili ključni dejavniki uspeha, kje so bili največji izzivi, ne, kaj bi mi svetovali, da recimo, ne, se mogoče, ne, čemu se je potrebno izogniti na taki poti, ne. V Sloveniji se mi zdi, da smo pri tej nekem zavistnem značaju, ki ga imamo, ne, ko opredeljujemo praktično vsakega podjetnika, ki je uspel iz garaže kot tajkuna, ne, in ga je treba obdavčiti maksimalno, ne, namesto da bi razumeli, zakaj mi je uspelo in se od njega učili in mu pomagali, ne, odpravljati ovire in mu odpirali vrata v svet, ne, in ga promovirali kot heroja, junaka, ne. Tu smo mi kot Slovenci malo, ne, čudaški, no. Zato smo verjetno obstali kot narod, 2-milijonski z lastnim jezikom, ne, na zahtevnem geografskem območju, ne, kjer je most med različnimi deli sveta, ampak nas pa to omejuje v tej neki šentflorjanski logiki, da enostavno nismo sposobni se razvijati hitreje in postavljati si večjih ambicij, ne, in kot družba kolektivno, ne, ustvariti več in potem lahko seveda delimo bistveno več, ne. Daj mi povej, se pravi, ti si bil tudi športnik oziroma si še športnik. Koliko se ti zdi, da je pa tudi šport imel vlogo v tvojem življenju v smislu, kot biti dober vodja? Ker ogromen vodij, ki se danes pogovarjamo z njimi, so kar vneti športniki oziroma so čez celo življenje imeli nek šport, ki jih je vodil.
Dobro, danes je to bolj ohranjanje nekega normalne kondicije, ne? In ukvarjanje z zdravjem. In jaz nisem bil vrhunski športnik, jaz sem pač bil tretji pionir Slovenije v tistem obdobju, ne, v namiznem tenisu, ki je izjemno lep šport, ko ga spoznaš. In šport me je prekalil na pomemben način. Namreč v športu ni izgovorov. V individualnem športu pa sploh. Ja. V kolektivnem športu se še lahko malo skrijemo za ekipo, pa smo skupaj odgovorni, ne, ti si slabo podal, jaz sem slabo streljal. Ne. V namiznem tenisu, ne, si pa tistih 21 žogic takrat, zdaj pa 11, ne, moral prej zadeti ustrezno kot nasprotnik. Ne. In ko je šlo, ko ni šlo, ni šlo. In, ne, ob zmagah smo se skupaj veselili, v porazih si bil pa sam. Ne. In te je oče prej malo klofotal, če se neprimerno uvedel v porazu. Ne. Tako da individualni šport je absolutno prekaljen način, da veš, da ni izgovorov. Ne, da si ti in samo ti in da ne moreš računati na nikogar drugega. Trdo delo, o tem sem govoril prej, ambicija, trdo delo, odgovorno delo te pripelje na neki točki do boljših rezultatov. Tudi sam talent ni dovolj. Ne, vrhunski šport. Na kreativni ravni talent dovolj, na vrhunski ravni talent ni dovolj. Treba ga je podpreti, ne, z bolj ali manj zelo trdim delom. Ne. To te šport nauči. Ne. In na drugi strani, kar je za mene še izjemno pomembno, zakaj tako trdno podpiram ta izjemno plemenit projekt Šport mladih v Novi Ljubljanski banki kot projekt družbene odgovornosti, da dejansko naučimo mlade ljudi, še posebej to generacijo 500 všečkov na dan, da življenje niso samo zmage, ne, in da življenje ni vse, kar narediš, ne samo po sebi odlično. Šport te nauči prvič, ne, sploh kolektivni šport, delovati seveda tudi v kolektivu, ne, razumeti, da ni vse samo od tebe vedno odvisno, ne, oziroma da ne, nisi ti edina zvezda. Ne. Na drugi strani pa te s tem, ko so porazi, ki neminovno pridejo, ne, tudi sestavni del življenja. Absolutno. In kar je zame najpomembnejše, da ne samo, da se naučimo, da niso samo zmage sestavni del življenja, ampak tudi porazi, ampak da je poraze potrebno preživeti dostojanstveno. To pomeni, da razumemo, da je nekdo bil boljši, da to sprejmemo, da mu iskreno čestitamo in da se iz poraza nekaj naučimo. In se potem dejansko smo sposobni pobrati po porazu in naprej k naslednjemu cilju, še bolj ambiciozni. To je vrlina največjih športnikov. Če pogledate par citatov, Michaela Jordana in podobnih, vsi se ukvarjajo z mojimi zmagami, ne vejo pa, da sem izgubil nekaj tisočkrat. Ja. In vsakega od teh porazov sem nekaj naučil. To so, mislim, zelo preprosti statementi, ki pa ne povejo vse. In zato pravim, od boljših se je potrebno učiti, na porazih se je potrebno učiti, jih je pa potrebno, kot rečeno, preživeti dostojanstveno, karizmatično, in potem seveda iskati sparring partnerje, iskati nove izzive, da zato napredujemo. Jaz šport jemljem ves čas kot analogijo s poslom. Tudi v poslu niso vedno samo zmage, so porazi, so napačne odločitve, ampak ta veriga, pa neka vsota teh napačnih seveda ne sme preseči vsote dobrih, in na koncu se gibljemo v pozitivni smeri. Tu in tam je potrebno narediti korak 2 nazaj, da lahko naredimo 2-3 naprej. Absolutno. Kot si rekel, iz napak se res ogromno naučimo. Američani dostikrat pravijo, if you fail, fail fast, in da se pol iz tega nekaj naučiš. Zdaj, skozi tvojo kariero si verjetno zamenil kar nekaj slogov oziroma stilov vodenja. Kako pa ocenjuješ, da se je tvoj stil vodenja spremenil od tega, ko si bil vodja enote, poslovalnice, do tega, da si zdaj predsednik uprave? Iskreno se je slog rahlo bolj prilagajal okoliščinam, kot pa temu, kdo sem, pa kako delujem. Jaz verjamem v avtentičnost. Jaz verjamem, da se vodja kljub vsemu rodi. Menedžer se lahko nauči, priuči veščin, se je malo, je pa povezano s tem, s kako energijo deluješ, kako avtentično si sposoben nastopiti in zastopati svoje stališče. In tu se ni veliko spremenilo. Se pravi, vedno sem v svoje odnose z zaposlenimi skušal vložiti dovolj energije in jim predstaviti svoje poglede in vizijo na avtentičen, iskren način, da so mi iskreno verjeli, da to, kar govorim, tudi mislim. To je ta walk the talk logika. In da ne samo mislim, tudi delujem na ta način. Zdi se mi, da je to najpomembnejši sestavni del kakršnega koli vodstvenega delovanja. Walk the talk, ampak the talk mora imeti seveda tudi smisel, in mora vsi verjeti, da je seveda tudi iskren. In tu se mi ni bistveno spremenilo, ali sem vodil 3 ljudi ali pa bistveno večje število ljudi.
Se pa seveda prijemi v smislu, kdaj je potrebno delovati malo bolj z vidika narekovanja aktivnosti, pa ne prepuščati več avtonomije in bolj ta push logika. Se pa spreminjajo odvisnosti od razmer. V kriznih situaciji ljudje včasih potrebujejo bolj jasne usmeritve, tudi nimajo nujno pooblastil za sprejemanje bolj zahtevnih odločitev, ki jih je potrebno v takih razmerah sprejemati. V časih konjunkture, nekaj bolj pozitivizma in nekega ekonomskega cikla pozitivnega si pa lahko privoščiš, malo bolj podjetniški pristop, se tudi pooblastila razdelijo širše in skušaš bolj delovati z motivacijskimi prijemi, energijami, kot pa v nekih malo bolj čudnih okoliščinah. Takrat enostavno pričakujejo od tebe tudi, da prevzameš vajeti svoje roke in da ti sprejemaš odločitve. Tako da tu se malo v odvisnosti od razmer stvari spreminjajo, še vedno moraš ostati pa ti. Če skušaš delovati kot nekdo drug, ljudje tega nikoli ne bodo sprejeli avtentično. In tu jaz vidim največji izziv. Jaz vedno, ko se pogovarjam z ljudmi, ko tudi imam kakšne predstavitve, in vedno gledam v forum poslušalcev, gledalcev v oči. In tam vidim vse. Tam vidim, ali mi verjamejo, ali sem jih izgubil, ali ne, ta bluzi, naredil, he make the point, tako da, mislim, gestikulacija, neverbalna komunikacija je vse, jaz sem kinestetik, potem, kako delujem, kako razumem okolje, tako da to je zame ključno. Zdaj, mene zanima tudi tvoj pogled, veliko se zdaj govori, ko smo v teh časih pandemije se uvajalo delo od doma, digitalizacija se je pospešila, pravi so, da smo v 3 letih, v bistvu v 2 mesecih naredili skoraj 3 leta napredka v digitalizaciji. Kakšen je tvoj pogled na delo od doma ali pa fleksibilni urnik? Mislim, to je sprememba paradigme in COVID nas je naučil, da je včasih revolucija smiselna in potrebna, tudi če pride od zunaj. Mi se o tem leta pogovarjamo, ampak smo se pogovarjali več. Moj pogled v tem trenutku je, da je potrebno stimulirati delo od doma in omogočiti vsem, ki so pripravljeni in jim delovni proces to omogoča delati od doma, delo od doma. Pika. Trdim, da je v tem zelo veliko pozitivnih stvari, tako za zaposlenega, kot za institucijo. Seveda to ne pomeni absolutno izključitev iz socializacije, to pomeni, da je enkrat tedensko recimo, absolutno smiselno zame, da se zaposleni srečajo s svojim vodjem in se dogovorijo za razpored nalog, za tisti teden. Potem je pa izboljšanje kakovosti življenja za tiste, ki delajo doma, ekstremno. Dejansko ekstremno. Ne samo zato, ker je prilagodljivejši. Zdaj ugotavljam izkustveno. Absentizem je padel na 1/3. Zato, ker pač Slovenci smo, vsi malo vrtičkali, pa vsi malo nekaj okrog hiše opravimo, pa tu in tam kako bolniško postimuliramo za to, da opravimo tiste 2 uri. Zdaj to opravimo doma in hkrati delamo. In se pač delovnik raztegne iz 3. na 4., 5., 6., 7. Po drugi strani pa je seveda dejansko ni transporta na delo, ki lahko za tiste, ki se vozijo dlje, predstavlja 3 ure. Dejansko je s tem manj stroška, manj nevarnosti. In podjetje na drugi strani seveda lahko prihrani veliko pri stroških samih nepremičnin, prostora fizičnega, ki ga mora zagotavljati in tako naprej. S tem se povečuje izkustveno tudi zadovoljstvo, sami ljudje ugotavljajo, da so produktivnejši, da so lahko fleksibilnejši. Tako da je tu volk sit in koza cela na obeh straneh, tako za zaposlene kot za podjetje. Seveda so pa naloge, ki jih ni mogoče na ta način izvajati, nekoga v poslovalnici tega ne more izvajati od doma, ampak moja vizija bi bila, da bi že konec tega leta maksimalno mogoče število mojih sodelavcev delalo doma. Zdaj, seveda, tu imamo zakonodajni vidik in tu skušamo tako preko Združenja bank in seveda preko nekaterih drugih teles v državi se pogovarjati z zakonodajalci, da bi vzpostavili tu vse malo fleksibilnejši režim. Namreč vemo, da moraš imeti seveda tudi doma zagotovljene ustrezne pogoje, ustrezno delovno površino, osvetljenost, zvočni hrup in tako dalje, in nekatere druge podporne mehanizme. Ampak, če zagotoviš primerno opremo in pri tem delodajalec zagotovi ustrezno opremo za delo in ustrezne povezave, je to nekaj, kar je absolutno v korist obeh strani. Tako da jaz sem absolutni promotor, kot rečeno, kdorkoli le lahko deluje nadaljavo, mislim, da mu je to potrebno omogočiti. Na koncu je to še vedno oboje stranska odločitev, jasno, ti ne moreš nekoga prisiliti,
Ampak z največjim veseljem bomo podpisali anekse pogodbam, ki bodo to ljudem dovolili. Seveda pa to pomeni, da ne morejo pričakovati, da bodo imeli pa podvojeno infrastrukturo, da bodo pa še vedno čakali fiksen delovni prostor. To pomeni seveda tako imena vroča delovna mesta, za katera se moraš prijaviti, verjetno naprej preko aplikacij in tako naprej. To pomeni, da je tudi omejen seveda čas, ki ti je na razpolago za delo na fizično na lokaciji, na sedežu družbe in tako naprej. In to je ena nova paradigma, ki nam prinaša, poleg tega, da izboljšuje kakovost življenja, tudi ekstremne prihranke, potenciale za prihranke in povečanje učinkovitosti delovanja. Predstavljajte si, da recimo zdaj, in to sem ravno s svojimi sodelavci zadnjih dneh govoril o tem večkrat, ja, pa če zdaj centraliziramo neke naloge, pa to zakaj pomeni, da zdaj bomo ljudi iz Murske Sobote v Ljubljano vozili, pa jim skušamo razložiti, pozabite fizično lokacijo. Postala je irelevantna. Delali bodo doma. In zdaj si predstavljate, kakšno povečanje učinkovitosti, ko bodo lahko po logiki kontaktnega centra, pipeline managementa, neke vrste ticketing sistema, če želiš, pokrivali celotno Slovenijo doma. Zdaj je nekdo v Celju pokrival celjske operacije, zdaj bo pa lahko, če bo imel čas, pokrival tudi Koper, ko bo tam recimo nekdo zaseden in obratno. In zmanjšanje absentizma, povečanje potencijala, ker na nacionalni ravni od doma lahko deluješ in tako naprej. To prinaša velike priložnosti za vse, praktično za vse poslovne aktivnosti. Vprašanje je, kaj bo to pomenilo za trg poslovnih nepremičnin, to bo čas pokazal. Ker če to pomeni, da vsi to počnemo, koliko bomo potrebovali dejansko pisarn. Ampak kot rečeno, za način delovanja, dinamiko ekip, učinkovitost, je pa to izjemna priložnost in v Novi Ljubljanski banki bomo nagovorili maksimalno intenzivno in poskušali stimulirati. Zdaj, moj srednjeročni cilj je bil, da bi dejansko 70% ljudi, odvisno od tega, koliko poslovalnic bomo imeli, dejansko delovalo doma. Super. Tukaj se pogovarjam z osebami, ki imajo manjša podjetja, ki vodijo manjša podjetja, ki so locirane v Ljubljani. Se zdaj v bistvu odpre tudi ogromen pool mladih talentov, ki niso locirani v Ljubljani, tako da dejansko lahko potem iščeš talente tudi izven svoje regije. In Slovenije. In Slovenije, ja, točno tako. Zdaj, glede na to, da je NLB skupina res ogromna, 6000 zaposlenih, v Sloveniji 2600, kako pa pol pri vas take spremembe skomunicirate? Ker verjetno je to pol kar mehen izziv. Mislim, najbolj je bilo opazno neka negotovost, ker ljudje na prvo žogo mislijo, zdaj pa v bistvu pomeni, da grem domov, kar pomeni, da sem daleč od oči in sem s tem daleč od srca in naslednji korak je, da bom brez zaposlitve. Mislim, to je ta strah pred spremembo. In s tem se seveda soočamo na način, da komuniciramo, da je temu še zdaleč ni tako. Da skušamo zasledovati oba cilja in od mojega nagovora vsem zaposlenim do pisnih sporočil na to temo, do procesa, ki je reguliran na ta način, da bomo seveda osebno oziroma preko najetja zunanje agencije validirali osebno delovna mesta doma, podpisali ustrezne anekse k pogodbam o zaposlitvi. Seveda na začetku je prisoten strah, ampak vedno manj je tega je prisotnega, ko vidijo ljudje, kako dejansko to funkcionira. In zdaj, ta COVID nas je dejansko pripeljal tega, da smo bili primorani to izkusiti. In imaš seveda še vedno skeptike, ampak veliko več zaznavam pozitivne energije in ljudje to pozitivno sprejemajo in ko bo začeli dejansko delovati na ta način bolj intenzivno, ker zdaj se seveda vračamo nazaj v normalno način delovanja, ker je potrebno, kot rečeno, vsa ta delovna mesta seveda ustrezno validirati, certificirati, da ne bomo kršili zakonodaje. Najprej smo delovali samo zaščitno, kar je bilo nujno potrebno, se pravi zdravje je bilo na prvem mestu, zdaj pa seveda absolutno spoštujemo zakonodajo. In če ne bo sprejem zakonodaje, potem bomo šli po tej poti, da bomo ustrezno najprej seveda izpeljali proces validiranja teh delovnih mest, nekaj mesecev bo to trajalo in potem gremo na ta oddaljen način delovanja. Tako da, kot pri vsaki spremembi, je najprej prisoten strah in jaz ne bi. Podporna okoliščina je, da je bilo to obdobje 3 mesecev dejansko, da jih je veliko število delovalo na ta način. Drugo pa je, da ko bodo prvi začeli, bodo drugi začeli zaznavati to, ker se ljudje med sabo govorijo seveda. Tako da jaz sem absolutno pozitivno nastrojen do tega in velik optimist, da bodo ljudje to tudi pozitivno sprejeli in da bomo vsi skupaj od tega imeli velike koristi. Zdaj, jaz mislim, oziroma se po mojem strinjam z mano, da smo Slovenci res izjemen, zelo inovativen, talentiran narod, ogromen idej imamo. Tako da mene zdaj zanima, glede na to, da smo mi dva v bančništvu, kako si lahko v tem sektorju inovativen, ker ponovadi vsi na bančništvu zgledamo kot zelo tak nek zaprt ekosistem, zelo tak rigiden. Kako ste lahko vi inovativni, pa digitalni, pa napredni?
Torej, ena stvar je, kako razumeš bančništvo, ne? Ali je to zdaj vloga pa kredit, ne? Ali je to univerzalna finančna storitev. Ne? Mi želimo seveda razložiti svojim strankam, da ponujamo univerzalne finančne storitve. To pomeni, da če so enkrat ali dvakrat v življenju na točki, ki urejajo stanovanjsko vprašanje, mi jim želimo pomagati pri urejanju stanovanjskega vprašanja. Ne? Se pravi, da razmišljamo bolj o celovitih rešitvah. Ne? Če razmišljajo o recimo dolgoročnem varčevanju, bodi se za šolanje otrok, bodi se za pokojnino in tako naprej, želimo delovati kot svetovalec, ne? Kjer skušamo razumeti njihov profil tveganja, njihovo nagnjenost tveganjem, ne? In dogovoriti dejansko neko celo shemo, ne? Kako naj dolgoročno uredijo to svoje, finančni del svojega življenja. Ne? Tako da to je že ena širša dimenzija. Zdaj, koliko si lahko pri tako pomembnih konzervativnih stvareh inovativni, je drugo vprašanje. Ne? Inovativnost je predvsem povezana pri tem, ne? Z učinkovitostjo, ne? Sklepanja poslov. In tu je NLB v zadnjih letih skušala delovati, seveda, koliko se je dala pionirsko, ne? In danes lahko odprete seveda recimo račun pri nas povsem digitalno, se pravi preko kontaktnega centra, in to 24 ur na dan, preko klepeta oziroma video klepeta. Ne? Ponujemo mobilno aplikacijo za plačevanje, se pravi, da s telefonom danes lahko plačujete, nimam potrebno več nositi niti plastike s seboj, ne? Kartice so vse digitalizirane lahko, ne? S flik instantnih plačilih bodo tudi recimo iOS uporabniki lahko to začeli uporabljati. Ne? Druga stvar pa je, da je naš cilj, da bomo praktično večino vseh standardiziranih rutinskih transakcijskih rešitev, kot je recimo limit na transakcijskem računu, kot je kartični limit, ne, za pridobitev kreditnih kartic, kot je potrošniško posojilo, to so relativno rutinske stvari. Ne. Ponudili dejansko 24 ur na dan preko mobilne aplikacije samodejno, se pravi, ne, od začetka do konca procesa digitalno. Mi že leto in pol ponujamo recimo potrošniško posojilo tudi do 30.000 evrov za nekoga, ki izpolnjuje seveda kreditno sposobnost, preko mobilne aplikacije, ker je denar v 5 minutah na računu in to ob 2 po noči. Od koderkoli na planetu. Vse, kar potrebujete, so mobilni podatki. Ne? To je nekaj, recimo, kar ponujamo, in do konca poletja računamo, da bo se lahko pri nas odprli račun digitalno, se pravi 24 ur na dan digitalno. Drugo vprašanje pa je seveda, ali lahko računamo na sprejeme zakonodaje, namreč recimo nemška banka, ki v Sloveniji deluje, ne, lahko izvede video identifikacijo in vam v tistem trenutku že tudi odobri kreditno kartico. Nam to ni dovoljeno v Sloveniji. Se pravi, računamo, da bo prišlo do sprejeme zakonodajnega okvira, da bomo lahko tudi mi preko video autentifikacije sklepali tudi kreditne posle. Se pravi, zaenkrat to potrošniško posojilo, ki sem ga prej omenjal, ponujamo strankam, ki so že naše stranke in ki so že identificirane, ne, fizično. Moj cilj je, da lahko seveda stranki, ki je moja nova stranka, ki pri meni odpre račun prvič, lahko takoj izdam kreditno kartico in potem naredimo korak dlje od recimo te nemške banke, ki vam potem pošlje čez en teden plastiko ali pa kovinsko kartico, ker vam v istem trenutku omogočimo, da si v našo mobilno aplikacijo NLB Pay, ne, se pravi, mi imamo mobilno denarnico, takoj naložite to kartico in vam po SMS-u pošljemo PIN, to že počnemo, kot edini po SMS-u dobite PIN, ne, in na ta način vi v tistem trenutku lahko počnete upravljati kartico, ko ste odprli račun, ne čez en teden. In to je recimo področje inovacij, kar nam tehnologija omogoča, ne, preko video identifikacije, preko mobilnih platform, ne, preko teh aplikacij, vas lahko praktično takoj, kot odprete račun, usposobimo, da ste že takoj transakcijsko sposobni. Ne samo v smislu plačil preko plačnih nakazovanj, ampak tudi seveda v smislu plačevanja globalno, ne, in na prodajnih mestih. In to je pa že korak naprej v uporabniški izkušnji. In to je odgovor recimo tradicionalnih bančnih ponudnikov na fintech. Fintech je prišel z rešitvijo hitro, takoj odprete račun, dobite kartico, ampak dobro, pride čez en teden, pa ne dosti več od tega. Pa to je vse skoraj zastonj. Noben od teh fintechov ne ustvarja denarja, vsi izgubljajo denar. Dobivajo v funding circlih, dobivajo nek dodatni denar, ampak ti ne moreš nekaj dolgoročno početi zastonj. Absolutno ne gre. Absolutno ne. Še posebej na evropskem področju, kjer imate monetarno politiko, kjer imate negativne obrestne mere. In predstavljate, na teh računih je veliko denarja in nimaš kam z njim. Zdaj, ali bo začel kreditirati prebivalstvo bolj intenzivno, potem pa kar nekaj postaneš resna banka z vsem ostalim ustrojem, tudi nadzorniškim zahtevnim regulatornim okvirom, ali vlagaš kaj ta denar v Evropski centralni banki po minus. Se pravi, težko je zaslužiti denar na ta način, da si poceni. Zdaj, ko pa tradicionalni ponudniki, se pravi klasične banke, reagiramo s to vrstno digitalno ponudbo, kaj je tvoja konkurenčna prednost? Samo še cena, verjetno, ampak dolgoročno ne boš mogel delovati po tej ceni, ker bo na neki točki tvoji investitorji zahtevali 20% donosno kapitala. In ga bodo lahko dosegali samo, če boš dejansko začel zaračunavati svoje storitve. Se pravi, tu mi fintechi so dejansko klasične banke izzvali.
To je bila velika provokacija. Ne? Ampak ko je Gates pred 30 leti rekel, ne, da potrebujemo bančno, ne pa bank, ne? Banke imamo še kar ne. In čez tudi 30 let bomo jih imeli, sem pripričan, ker so se odzvali, ker imajo tudi moč, finančno moč, da bodo finteche absorbirale ali jih ne, prevzemale dejansko, ne, se z njimi povezovale. In naše mobilne aplikacije so dejansko rezultat sodelovanja s fintech podjetji, ne. Saj niso nič drugega, ne. Se pravi, mi sodelujemo z njimi in uvajamo te rešitve, recimo, ki so za moje pojme inovativne. Ne. To, da ti danes več ne bo, da ti konc poletja, ko uvedemo to, ne bo potrebno priti v poslovalnico, ne, za kredit potrošniški, za limit, kartični limit, za vse oblike plačil, že zdaj ni potrebno, ne, in potrošniško posojilo, ne. Če se boš pa kaj procesu kaj lomil, ne, boš pa samo kliknil tisti klepet, ne, gumb tam zgoraj, ne, in boš dobil call center 24 ur na dan. Mislim, to je revolucija, ne, ampak ne, od 3 po noči boš lahko, ne, sklenil posel, ne, z banko. To je revolucija od tistega, ne, banke so odprte 4 ure na dan, ne, in moraš za tisti stekleno steno, ne, svoje povedati, ne. Kako se ti pa zdi, da smo zdaj v tem času, si pravi, da ena večjih prednosti, ki se je opazila, je tudi ta naš digitalni napredek. Kako pa misliš, da smo zdaj ratali bolj kartično ozaveščeni, da uporabljamo več aplikacij, online plačevanje? Malce je aprila izgledalo, da imamo preboj. Ne, da bomo zdaj kar naenkrat brez keša. Ne. Zdaj pa moja hči tam deluje v enem lokalu, pa streže stranke, ne, prek študentskega servisa in je rekla, foter, to ti moram pa povedati, ne, ker ti me naskakuješ s tem NLBP-em cel cajt, pa da nas ne elektronskim telefonom plačujem, ker sem tudi promotor tvoje firme. Ne. Je rekla, ti bom povedala, od 30 mladih mi jih je 29 plačalo z gotovino. Ne, tako da očitno nismo predrli, ne, še za enkrat. In je to zelo zanimivo področje. Generalno gotovina ne bo izumrla, ne. Generalno gotovina v tem delu sveta ne bo izumrla. Še danes imate v Nemčiji praktično 60% vseh plačil z gotovino, ne. Enako velja za Francijo. Če se pogovarjamo o jugovzhodni Evropi, ne, nekdanjih skupnih republikah, recimo, ne, vse vemo sami, kako to funkcionira. Ne. Del plače je izplačevan v gotovini. Ne. Tako da mi izkorenili gotovine seveda ne bomo. Si pa želimo, da bi bila čim večja migracija na digitalne kanale, zato ker lahko seveda preko teh platform ponujamo druge storitve tudi. Ne. In razmišljamo o ekosistemih, razmišljamo, ne, o nadgradnjah, če se pogovarjamo o inovacijah, ne, da banke gremo izven zgolj finančnega sveta, se povezujemo z drugimi ponudniki, ne, storitev, ki jih recimo poprečno gospodinjstvo potrebuje. Ne delamo si utvar, da bomo tekmovali z Amazonom, ne, in podobnimi igralci, ne, ki seveda ponujajo vse. Ne. Ampak za lokalne storitve, ne, energije, telekomunikacij, zavarovanja in podobno, pa verjetno ne bojo ljudje kupovali preko Amazona. Ne. In tu je morda fantazija za neko vzpostavitev lokalnega ekosistema, lokalnih igralcev, ki lahko potem dejansko taka denarnica služi kot nek stop v tak ekosistem. Ne. In moja ambicija je, da je banke dejansko potem v takem ekosistemu zagotavljajo financiranje, se pravi, kjerkoli nastopi potreba po, ne, financiranju in dejansko plačevanje, kjerkoli nastopi potreba po plačevanju. Potem so pa zadaj naši algoritmi in naši sistemi. Ne. To je moja ambicija, čist ne, kako bo, ali bomo pri tem uspeli ali ne, bo čas pokazal, ampak to je vizija in mi se s tem ukvarjamo. Imamo celo strateški projekt, ki se imenuje Marketplace Innovation. Marketplace/Innovation. Tako da želimo biti inovativni in za nas, kot rečeno, ni samo Slovenija, ampak je cela regija. Ne. Če lahko postavimo neko regijsko platformo, regijsko relevantnih ponudnikov, ne, potem je to nekaj, v čemer se lahko razlikujemo, recimo od italijanskih, avstrijskih, madžarskih bank. Super. Zdaj jaz absolutno te moram sprovocirati in tudi načeti temo o kriptovalutah oziroma digitalnih valutah, ker me res zanima tvoje mnenje. Tako da lepo prosim, če mi deliš, kakšno mnenje imaš o kriptovalutah, pa če imaš kakšno v lasti. Nimam nobene v lasti. In to me sprašuje veliko ljudi, ne, kako je imel mnenje NLB kot institucija in Blaž Brodnjak osebno o tem. In seveda zdaj, razumeti moramo, da gre za naložbeni razred. Razumeti moramo, da je to pač ena od potencialnih naložb, ki pa ima rahlo neposrečeno ime. Ne, je kripto, ne, za valuto je pa treba izpolnjevati tiste 3 klasične pogoje, ki jih valuta mora imeti, ne, da je stabilni hranilec vrednosti, da je splošno sprejemljivo plačilno sredstvo in tako naprej. Ne. In temu seveda ni tako za nobeno od teh valut. Ne. Bili so poskusi, ko bi naj postale bolj masovno, ne, uporabljene, ampak na koncu potem vidimo, da niso, ne, na mnogih prodajnih mestih zaživele kot plačilno sredstvo. Na drugi strani pa je težko govorimo, da so stabilno silec, hranilec vrednosti, če imamo volatilnost, ne, 50% v kratkih časovnih intervalih. Ne. Tako da jaz to jemljem seveda kot eno od legitimnih naložbenih priložnosti, pri čemer pa bi odsvetoval komorkoli,
da večji del svojega premoženja vlaga v to vrstni naložbeni razred. Namreč, seveda, po logiki ne dajem vseh jajc v eno košaro, ne, je lahko del recimo špekulativnega portfelja povezan s tem. Ne. Trdim, da je potrebno seveda razprašiti svoje premoženje, ne, nekaj tudi v gotovini, oziroma denarju nekaj imeti za neke akutne primere v likvidni obliki, ne, bodi si, da se ti kaj zdravstveno zgodilo, pa kaj drugega, ne. Nekaj v nepremičninah verjetno, nekaj seveda v vzajemnih skladih in globalno razpršeno, ne, nekaj med delniškimi naložbami, nekaj obvezniškimi naložbami in tako naprej. In en del za tiste, ki so prej sva govorila, ne, da skušamo razumeti nagnjenost k tveganju, ne, svojih strank, za tiste, ki so bolj nagnjeni k tveganjem, pa en del, ne, ampak ob zavedanju, da lahko je vrednost te naložbe tudi nič, ne samo 300, ne, karikiram, pa seveda naložiti, potem nameniti to vrstnim naložbam. Okay. Zdaj me pa zanima, jaz bi rekel, da je tvoj urnik mora biti zelo intenziven, tako da če mi malo poveš, kakšen je ponedeljek ali pa en dan v tednu od Blaža, kakšen je tvoj dan? Kdaj se začne, če malo konkretiziramo? Mislim, odkar imamo te čudne napravice, ne, ki imajo funkcionalnost e-mailov, ne, odkar imamo pa še te pametne naprave, mobilne, ne, telefone, ki pa imajo še druge kanale komunikacije, ne samo e-maile, ne, različno je. Ne. Jaz mislim, da uporabljam 5 ali 6 različnih kanalov za komunikacijo. Ne. Se pravi, poleg klasičnih sporočil, mobilnih omrežij, ne, še vseh drugih socialnih, ne, možnih kanalov komunikacije. So delovniki spremenjeni na način, da jih niso fiksni, ne. Najprej generalno gledano, ne, in je se tudi manj odvisno od dejansko od lokacije. Ne. Danes sem imel recimo en tak klic s 7 udeleženci, ki sem seveda ga vršil preko telefona, ne, pa so bili v 4 državah, ne. In to je mogoče izvajati praktično v katerikoli času dneva, ne. Tako da se ta fleksibilnost dneva bistveno raztegnila, ne. In je to malo večji izziv seveda za upravljanje z zasebnim življenjem, je pa na drugi strani to večja priložnost, zato ker enostavno se lahko, ne, pa imam neko obveznost mogoče zasebno, ne, ob 5, pa potem naredim en klic ob 7 ali pa 8, ne, ali pa 9, ne. Kot prej, ko si bil vezan bolj na pisarniško infrastrukturo, pa si visel, ne, 12 ur tu, ne. Tako da je delovnik praktično je, ne, če gre za akutne teme, ima po 24 ur na dan, ne, če gre za kaj bolj predvidljivega, je pa realno gledano, ne, si praktično ves čas on, ne. Zdaj, ali to pomeni delo ali ne pomeni delo, ne, prileti mi neko sporočilo ob 10 in ne, ga odgovorim ob 10:30 zvečer, ne, ali zdaj je to moj delovnik ali to ni moj delovnik, mislim, jaz sem dejansko ne ločujem med zasebnim in službenim. Tudi ko sem na dopustu, se ne izključim, zato ker mi je bistveno težje se vrniti potem po 14 dneh, 3 tednih, ne. In jaz dejansko službe ne jemljem kot nek nepremostljiv presežen stres. Zame je ključno, da si ljudje, ne, dejansko delujejo na delovnem mestu, kjer je seveda stres prisoten, ker te stres sili, ne, da si boljši, da se spreminjaš, da se učiš, ampak mora biti tudi ta pozitivni del tega stresa prisoten, ne, da sklepaš, ne vem, dobre posle, da ti je uspelo, da je nek projekt bil, ne, odlično zaključen. Ne. In to je nekaj, kar te napaja s pozitivno energijo. Se pravi, imaš ti negativno obliko stresa in pozitivno obliko stresa. Ne. In če je to v nekem ravnovesju, ne, potem delo ni breme, ne, in potem tudi dolgi delovniki načeloma niso breme. Ne. Seveda je to lažje reči, kot v praksi dejansko v življenju vedno, ne, živeti, ne, pa se frustracije nalagajo, ampak zato pa je nujno potrebno seveda ohranjati neko ravnovesje v življenju nasploh. Prej smo govorili o športu, ne, danes jaz šport jemljem tiste 2-3 vadbe na teden kot nujo, zato da držim telo v fizični kondiciji, ne, mišični sistem v tonusu, ne, ker v obilici sedenja, ne, se v mojih letih že začnejo pojavljati težave s skeletom in mora skelet, ne, hrbtenica in drugi del skeleta biti razbremenjen z ustrezno mišično maso. Ne. Druga stvar je prehranjevanje, seveda, ne, kjer skušam tudi ohranjati neka razmerja, ne, da se prehranjujem uravnoteženo in ne presežno. Ne. Psihoaktivne substance, ne. Tega se tudi moramo zmerno posluževati. Ne. Teda je dejansko, ne, biti danes uspešen poslovno zahteva pač širše delovanje, ne, oziroma razumevanje širše slike. Ne. Če želiš dolgoročno delovati pod takim pritiskom in pod takim, ne, bremeni, potem moraš jih razumeti na način in sprejeti na način, da ti niso izključno negativno breme, ne, ampak da je tudi pozitivni elementi stresa, ne, da po teh težkih trenutkih pridejo pa tisti pozitivni, ki vtehtajo vse težke. Ne. In zato moraš imeti pa neko kritično maso takih projektov in se ukvarjati s temami, seveda, ki, ne, te napajajo z neko pozitivno energijo. Ne. Na drugi strani pa kljub vsemu uravnotežiti svoje življenje. Ne govorim samo za ravnovesje med družinskim in službenim, govorim tudi o tem, dejansko poskrbiš zase, da si stabilna osebnost, tudi celovito gledano.
Ne? Enostavno zdravo živiš. Če želiš zdravo delovati v poslu, moraš zdravo živeti. Absolutno. Ja. Zdaj pa še malo na tak bolj zabaven, recimo oseben del. A imaš kakšno, ne vem, naj serijo, naj knjigo, naj zvrst glasbe, kakšen podcast, kaj rad bereš? Iskreno, čisto iskreno. Pač berem vse, kar mi pride pod roke. Ne? Relativno manj klasičnih knjig, zato ker danes vse dostopno online. Ne? In me bolj zanimajo mogoče posamične teme. Ne? Nimam dovolj časa, da bi ne vem, se lepo slovja poslužil pa prebral 300-stranski roman. Ne? Tako da me bolj zanimajo ne vem, strokovne teme, me zanima neka konkretna materija in danes je to online skozi filtre razne nemogoče doseči. Ne? Tako da, ko me nekaj vsakokratno zanima, to pogledam, z veseljem si pogledam kak film, zdaj nekega posebej izbranega nimam. Ne? Res pa je, da sem pa svojimi otroki in celotno družino velik ljubitelj rock glasbe, to pa absolutno. In naši dopusti zadnjih 10 let so bili praktično 8 do 10 rock koncertov na leto. Top. S Tadejem iz Sevnice, ki organizira te koncerte, smo potovali praktično po vsej Evropi in smo videli vse največje svetovne rock bende v zadnjih desetletjih. In to je recimo bil 3-dnevni izlet, recimo Berlin na U2, recimo 3-dnevni izlet na Bruce Springsteena v Rim, Aerosmith tam in tam, Bon Jovi tu. Tako da smo si pogledali res vse največje rock bende in to vsi skupaj, vseh 5. Recimo rojstni dan smo praznovali moj in moje hčere skupaj z mojimi starši in taščo, tast več takrat ni živel, se pravi in moj brat, se pravi cela razširjena družina na Rolling Stones koncertu. To so nepozabni trenutki, meni je rock and roll napad z neverjetno energijo, ne? In to je pa nekaj, kar pa ljubim. Ne? In tam se pa vedno najdem ene pozitivne emocije, neko novo energijo in 3-dnevni tak izlet me napoji z energijo za 2 leti. Zdaj, menil si tudi, oziroma da imaš nek osebni cilj, se pravi, vi imate v lasti vinogradniško posestvo v Halozah, tako da ti imaš tudi nek oseben cilj, če nam ga malo zaupaš. Mislim, to je vizija, ne? Zdaj je povezana s tem, ali ga bomo lahko izpeljali ali ne, ampak sem optimist kot vedno in bomo zagotovo ga. Se pravi, z bratom, očetom, moja hči to zanima očitno tudi zelo. Razmišljam o tem, da bi delovali družbeno, odgovorno in idealistično razvili eno večje posestvo vinogradniško v Halozah. Haloze so seveda povsem demografsko ogroženo območje na eni strani, sicer pa za povsem nerazvito ponudbo. Če imamo v Sloveniji Goriška brda, recimo zdaj v zadnjem obdobju izredno kvalitetno ponudbo, ne, to vrstno, pa še nekatere druga področja Slovenije, Haloze so absolutno brez take ponudbe. Ne. In skupaj z nekaterimi vinogradniki, recimo oče se po menedžerski karieri zdaj ukvarja z ustanavljanjem recimo vinarske zadruge, ne, je tudi v veliki meri odgovoren za fizično delo v vinogradu, s bratom pomagava preko vikendov, kolikor se da zaenkrat, ne. In moram reči, da sem vsaj en mesečni delovnik v tem prvega poleta oddelal v vinogradu. Ne? In to je tista oblika recimo pozitivnega stresa. Ko je fizično delo, ampak delo za dušo. Ne? In verjamem, da bomo uspeli na noge postaviti to posestvo, da bomo proizvedli izjemno kakovostno vino in da bomo tudi vzpostavili prenočitvene kapacitete, da bomo tam lahko gostili tudi seveda vse te ljudi, ki smo jih spoznali v življenju, pa še mnoge druge, ne? In na ta način razvili naše okolje. To bo recimo po finančni karieri, ne? Čez leta od danes. Super. Zdaj, preden zaključiva, imam še zadnje vprašanje, kjer bi te prosil, kaj bi bili tvoji 3 nasveti za naše poslušalce? Zdaj, ali so to mladi lideri, ali so to študentje, ali so to že osebe, ki so na visokih položajih? Delajte trdo, bodite avtentični in ne odnehajte. Super. Tako da, Blaž, jaz bi se ti zahvalil. Zdaj z mano danes, kot veste, še enkrat, da ponovim, je bil res izjemna oseba, se pravi Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Tako da jaz bi se ti še enkrat zahvalil za tvoj čas, res izjemen podcast, ogromen inovacij, informacij in pa nasvetov si nam dal in pa pogleda v bistvu v tvoje življenje. Tako da najlepša hvala. Hvala tebi, Mark, in lep pozdrav vsem Sloveniji.